Letos so nas zaznamovale predsedniške volitve in ko so se javljati začeli potencialni kandidati, sem se roko na srce zgrozil. Mislim, na eni strani si imel ljudi, ki so bili tako čudni in bizarni, da jih ne bi dal niti v resničnostni šov, potem na drugi strani so bili pa brezdomka, pa pojoči major, pa neka manekenka za zastave in kar je bilo že teh drugih. In zgodila se je potem predvolilna kampanja. A ste slišali predsednika Türka, ki je prepeval na nekem radiju Beatlese? It's been a hard day's night and I've been working like a dog. Jaz poslušam, tistim si mislim, da Türk je totalen car. Ne samo, da je predsednik Slovenije, dejansko ima čas posnet back vokale za polovico slovenskih komadov. Pahor je zmago na volitvah dosegal politični hat-trick, se pravi, bil je predsednik parlamenta, predsednik vlade, zdaj predsednik republike, ampak tudi pred njim je to uspelo že kar nekaj ljudem, recimo Karel Erjavec, ki je bil 3-krat minister, vsakič za različen resor, potem Dimitrij Rupel, ki je bil sicer minister vedno za zunanje zadeve, ampak v 3 različnih strankah. In pravzaprav edini, ki ga lahko še premaga v tej poziciji, je Zmago Jelinčič, če mu poleg tega, da je predsednik Slovenske nacionalne stranke, da postane še zagovornik družinskega zakonika in pa varuh človekovih pravic. Na Ministrstvu za notranje zadeve še vedno ne vejo, kje so listi z izgubljenimi podpisi za referendum, obenem pa minister čestita vrtcem slovenske policije, ker so zmagali v zbiranju starega papirja. Zgodili so se tudi protesti, ki še potekajo, in ob odzivu nekaterih politikov na te proteste sem končno pogruntal, zakaj nekateri desničari ne marajo partizanov. Zato, ker nepridipravi niso šli na upravno enoto prijaviti upora. No kaj upor? Eno bi, ni overovljen, ni kodekov, ne velja. Hvala lepa.